Spoštovani obiskovalci, cenjeni gostje, gospe in gospodje, dragi otroci. Toplo pozdravljeni na slavnostnem odprtju novega vrtca Najdi Hojca. Lepšo nikar, dragi otroci, nikar. Sedaj imate lep, velik, nov vrtec. Pred letom in pol je bil še star vrtec, pa so bili v masti izbavi, tovornjaki, žerjavi, grapinci, krovci, električari, vodarji in drugi gosti. In so trmasto ostali, dokler niso našega vrtca končali. Kaj pravite na to, naša ravnateljica, magistra Tamara Govorec? Vabim vas k mikrofonu. Spoštovani, župan občine Brežice, gospod Ivan Golan, slavnostni govornik, državni sekretar, zadolžen za področje izobraževanja in športa gospod Marjan Dolinček, direktorica občinske uprave gospa Patricija Čular, namestnica direktorja Zavoda za šolstvo doktorica Stanka Preskar, predstavnici Zavoda za šolstvo Močna enote Novo mesto, svetnice in svetniki občinskega sveta občine Brežice, predsednica krajevne skupnosti Dobova, gospa Branka Strgar, predsednica države. Veliko veselje mi je danes ostati pred vami, kajti proslavili bomo odprtje našega novega vrtca Najdi Hojca. Novega vrtca se veselijo tudi vzgojiteljice, pomočnice, starši, najbolj pa zagotovo otroci, ki bodo imeli sedaj odlične pogoje za igro, učenje in bivanje. Zgraditi novi vrtec pa ni kar tako. Veliko zaslug pri tem je imela tudi dosedanja ravnateljica, gospa Ivana Baškovič, zato jo lepo prosim, da nam še sama spregovori. Spoštovani, poleg domačih vrat, skozi katera stopajo otroci, so druga, najpomembnejša vrata v zgodnjem otroštvu, vrata vrtca. Ravno ta dvoja vrata pozneje odpirata vrata novim, širšim in širšim, ki jim rečemo življenje. Odprli bomo vrata novi stavbi, v kateri bodo otroci že 600 desetletje, vsak dan posebej, v pričakovanju nečesa novega, lepega, čarobnega. V vrtcu Najdi Hojca smo si od ustanovitve naprej prizadevali, da bi ustvarili otroku prijazno, ljubeče, ustvarjalno in spodbudno okolje, kjer bodo varni, sprejeti in upoštevani. Vseskozi smo se zavedali, da se oblikujemo, ne le izobražujemo, vplivamo na otrokovo samozavest, samopodobo. Potreba po novem vrtcu se je kazala že pred 12 leti, ko je v starem montažnem vrtcu prišlo do izliva vode in je sanacija prinesla trenutne rešitve, ki pa niso mogle ustaviti nadaljnjih poškodb. Te smo poskušali omiliti, še najbolj pa je bilo zaskrbljujoče, da so bili materiali, iz katerih je bil vrtec narejen, dotrajani in zdravju škodljivi. Kot tedanja ravnateljica sem v dolgoročni načrt dela zapisala gradnja vrtca. Tedaj nisem bila prepričana, da se bo to zgodilo v doglednem času. Presrečni smo bili, ko nam je gospod župan v 200-letnici šole na govoru povedal, da bo osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča v Dobovi dobila nov vrtec. Prostorska stiska v vrtcu je bila že 9 let tolikšna, da je moral vsako leto po en oddelek gostovati v šoli, ker v vrtcu ni bilo prostora. Sedanji vrtec stoji na lokaciji nekdanjega. Pred gradnjo pa je bilo potrebno poskrbeti za začasno namestitev. Nadomestno lokacijo smo zagotovili z gradbenim posegom kar v šoli, ker smo na podstrešju uredili in pridobili kar 4 učilnice za manjše učne skupine in pa lepo zbornico ter arhiv, vrtec pa začasno naselili učilnice na razredni stopnji. Res smo se stiskali, vendar so bile igralnice v šoli v primerjavi s starimi pravo razkošje.
Pri zagotavljanju zadostnega števila prostorov nam je malo pomagala tudi korona, ki ni dovoljevala selitev učencev iz razreda v razred in tako dovolj prostora za vse. Ti prostori bodo v bodoče dobrodošli pri organizaciji pouka, ko se razmere po koroni povsem normalizirajo. Ob tej priložnosti se zahvaljujem občini Brežice, ki je podprla in realizirala projekte. Če naštejem samo najpomembnejše, kot so izgradnja parkirišča, izgradnja igrišča, poimenovanje naše šole po našem rojaku dr. Jožetu Toporišiču, energetska sanacija šole v Dobrovi in podružnici Kapele, športne dvorane ter sedaj še nov vrtec. Zahvaljujem pa se tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je prispeval pomemben delež ravno pri izgradnji vrtca. Povedala sem, kaj vse je bilo postorjenega. Posebej pa moram poudariti, da za vsem tem stojijo številni ljudje, ki so svojimi zamislimi, delom in izvedbo pripeljali do današnjega dne. Seznam vseh, ki ste sodelovali od idej, podpore projektom in izvedbe je predolg, da bi naštevala, vsem vam pa izrekam res velik hvala. Ob podpisu pogodbe z izvajalcem del je ena izmed vzgojiteljic, ki so bile prisotne, dejale, da je bil vrtec res star, imel pa je dušo. Spoštovane delavke vrtca, pomočnica ravnateljica in nova ravnateljica, želim vam, da bi s svojim delom z otroki ustvarjale čudovite in nepozabne spomine in na vrtčevske dni, in to je duša, kateri prispevate. Želim vam vse najboljše v novem vrtcu, dragi otroci, vašim vzgojiteljicam in vsem, ki skrbite, da so otroci srečni. Da je to ravnateljica s kilometrino, da obvlada. Tako da prisrčna hvala za vse spodbudne besede. Sedaj pa vabim še pomočnico ravnateljice in vodjo vrtca, gospo Renato Furlan, ki bo skrbela za nemoten potek dela v novem vrtcu. Prosim. Cenjeni gostje, lepo pozdravljeni. Vrtec Najdi Hojca je stavba, v kateri bivajo malčki, veliki in majhni, strokovne osebe, ki dopuščamo, da iz nas prikuka skriti otrok in vsi tisti, ki tej stavbi dajo življenje. Od stavbe, ki je nedolgo praznovala 40. rojstni dan, smo se poslovili. Bili smo prostorsko tesnjeni, zapolnjene so bile vse omare, vsak kotiček, vsaka polica, primanjkovalo nam je dodatnih prostorov, želeli smo si boljših pogojev za delo. Kljub temu smo v to stavbo vstopali z nasmehom, z motivacijo za uspešno vzgojno delo, z vizijo, z navdihom, zadovoljni in hvaležni. Generacije otrok so tu preživele sproščeno, razigrano in radostno otroštvo. Pred nami stoji inovativen 5-oddelčni vrtec. Prostoren posvetov s sončnimi igralnicami, ki imajo shode na teraso. V srednjem delu pritliča prostoren odprt skupni prostor, namenjen gibalnim dejavnostim otrok, skupnim prireditvam, druženjem. Pridobili smo tudi zbornico s čajno kuhinjo za strokovne delavke, prostor za individualno delo, veliko razdelilno kuhinjo, pralnico s sodobnimi stroji, arhiv ter zunanjo igralno površino, obogateno z novimi igrali. Starim vrtcem nas vežejo trenutki, dogodki, ki so ustvarili najlepše spomine. V novega bomo vstopili z enako željo, z enako energijo, vizijo in zaposlanstvom. Nova stavba nam bo omogočala drugačno delo z boljšimi pogoji, otrokom pa nove učne izzive in nova doživetja. Novega vrtca so se veselili tudi starši, otroci, lokalna skupnost, predvsem pa mi, strokovni delavci.
Veseli smo, da smo del tega trenutka. Zahvaljujem se vsem, ki ste kakorkoli prispevali, sodelovali v tem projektu. Hvala tistim, ki so prepoznali potrebo po novem vrtcu. Hvala vsem za posluh, potrpežljivost, sodelovanje in pomoč. Hvala. Spoštovani slavnostni govornik, državni sekretar, zadolžen za področje izobraževanja, športa, gospod Marjan Dolinšek, ravnateljica, gospa magister Tamara Gorevc, gospa Ivana Boškovič, dolgoletna ravnateljica Dobovske šole, cenjeni gostje, zaposleni in starši. Še posebej lep pozdrav pa namenjam vam, dragi otroci, ki ste razlog, da smo se danes zbrali tu. Vesel sem, da smo se danes zbrali na tako prijetnem dogodku, kot je uradno odprtje novega vrtca. Veselimo se lahko iz več razlogov. Današnjega dogodka smo se lahko udeležili v živo, kar je eden od znakov, da se življenje počasi vrača v ustaljene poti. Veseli smo lahko, da imajo otroci in zaposleni lepe nove prostore, kjer se bodo, upam, dobro počutili in se radi vračali, ter bo v vrtcu bila duša, kot je bilo rečeno. Občina Brežice izvaja vse investicije in projekte z namenom, da zagotovi občankam in občanom vseh generacij kakovostne pogoje za življenje in ustvarjanje. Zato gradimo in obnavljamo šole, vrtce, zdravstveni dom, ceste in pločnike, vodovode in kanalizacije, opremljamo industrijske cone in skrbimo za ohranjanje čistega okolja ter spodbujamo razvoj šolstva, zdravstva, turizma, kmetijstva ter podjetništva. V preteklih 2 letih smo energetsko obnovili 15 javnih stavb v lasti občine, med temi skoraj vse šole. Zgradili smo 2 nova vrtca. V vrtec pri osnovni šoli Artiče so se otroci vselili 7. marca. Včeraj, 16. marca, pa sta prag novega vrtca prestopili tu v Dobu. Za kakovostno življenje skrbimo tako za ustrezno infrastrukturo kot programi in vsebino. Lani smo zaključili z revitalizacijo stavbe nekdanjega doma upokojencev Brežice, današnjega večgeneracijskega centra, dokončali smo temeljito obnovo nogometnega stadiona, železnega mostu čez Savo in Krko, trenutno gradimo kolesarsko povezavo Brežice-Dobovo in Brežice-Krška vas, pločnik Podgrad rečeno, izboljšujemo vodovodni sistem v sklopu programa hidravlične izboljšave, obnavljamo vodovodni stoj. Začeli bomo s širitvijo zdravstvenega doma, obnove atletskega stadiona, širitve šole v Artičah, nadaljevali izgradnjo pločnikov, vodovodov, kanalizacij, uredili bomo tudi dnevni center za starejše in širili v vrtcovno dobo. Urejanje in zagotavljanje zemljišč v vrtnih poslovnih conah je pomembno, saj tako občinam omogoča širitev podjetij in nove investicije, ki ohranjajo in zagotavljajo nova delovna mesta. Hkrati občina zagotavlja različne oblike pomoči, tako socialne za občane, pomoč potrebujejo. Včeraj ste otroci in zaposleni začeli z delom in igro v novih svetlih prostorov 5-oddelčnega in nizkoenergetskega vrtca. Vrednost vrtca je praktično 2 milijona evrov, od tega vrednost gradbenih del in opreme vrednosti gradnje vrtca je znašala 1,8 milijona evrov. Takšno investicijo smo lahko v tem času izpeljali samo s pomočjo aktualne vlade, ki nam je zagotovila več sredstev tako za investicije kot preko razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Občina Brežica je za vrtec pridobila odobrena sredstva, sofinancirana v višini 1 milijon evrov, iz naslova ekosklada v višini 249 tisoč evrov in od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 829 tisoč evrov. Na tem mestu se zahvaljujem tako vladi kot ministrstvo, ki ste prepoznali pomembnost sofinanciranja vrtcev in šol. Seveda imate ključno vlogo pri zagotavljanju kakovostne predšolske vzgoje in izobraževanja ljudje, ki dnevno skrbite za otroke. V 8 vrtcah pri šolah in enega samostojnega je v občini Brežice vključenih približno 900 otrok, za katere skrbi 190 zaposlenih. To so vzgojiteljice, pomočnice, tehnično in strokovno osebje. Stroški
šolske vzgoje v naši občini znašajo 5,6 milijonov evrov letno. To pomeni, da je strošek predšolske vzgoje na otroka dobri 6200 evrov na leto oziroma 518 evrov na mesec. Tako visokega zneska večina staršev ne bi mogla pokriti, zato občina subvencionira ceno programov vrtca za vse starše glede na njihov odhodek. Ker je naloga občina, da omogoči otrokom in staršem dostop do programov vrtca, občina vsako leto nameni več kot 3,5 milijona evrov za plačilo razlike med stroški vrtca in plačilo staršev. To pomeni, da za znižanje plačila vrtca staršem občina vsako leto nameni toliko denarja, kot ga je potrebovala za gradnjo 2 novih vrtcev. Od lani pa država staršem pomaga z doplačilom programov vrtcev za drugega in vsakega naslednjega otroka vrtcev s sredstvi v višini 0,5 milijona evrov. Tako visok standard v vrtcih je staršem in otrokom dostopen samo s pomočjo občine in države. To so sredstva, ki se na nek način ne vidna, vendar izjemno pomembna, saj omogočajo dostopnost do vključitve v vrtce vsem otrokom. Verjamem, da bomo kot občina tudi prihodnje nadaljevali z vlaganjem tako v stavbe, vrtcev kot šol. Na tem mestu se za dobro sodelovanje in uspešno upravljeno delo zahvaljujem svojim sodelavcem v občinski upravi, vodstvo šole, izvajalcem, nadzorom, projektantom, zaposlenim v šoli in v vrtcev ter vsem vam, ki ste pomagali pri uresničitvi te izjemne investicije. Ob odprtu vrtca občina pripravlja še posebno darilo, to je v teh škatlah in jaz upam, da si boste jutri otroci ti odpirali in se z njimi lahko poigrali tudi na lepo urejenem igrišču. Vsem bi čestital za nov vrtec in želel predvsem dobrega počutja v novih prostorih, predvsem pa, da ta vrtec ustvarite z dušo, kot je bilo rečeno. Ob te priložnosti pa bi se še posebej rad zahvalil za prokleto občine Brežice, gospe Ivanki Boškovič, ki je leto zaključila vodenje te občine, in pa seveda tudi Tamari, bi zaželel uspešno delo za naprej. Prosim, Ivanka. Spoštovani gospod Ivan Molan, župan občine Brežice, magistra Tamara Gorevc, ravnateljica osnovne šole Dobova, Renata Forlan, vodja vrtca Dobova, cenjeni učiteljice in učitelji, vzgojiteljice in vzgojitelji, dragi, najmlajši in ostali gostje. Danes ni velik dan le za Dobovo in občino Brežice, temveč je to pomemben dan in vesel dan za celo državo. Vsaka nova pridobitev na šolskem področju namreč pomeni krepitev znanja za celo državo. Ta investicija se je zgodila v času zahtevnih razmer, v času epidemije COVID-19, kar je za izobraževalni proces na šoli pomenilo še večji izziv, prav tako pa ta vrtec Najdi Hojca, ki je pridobil nove dodatne prostore. Z novo gradnjo so se zagotovili novi prostori za 5-oddelčni vrtec v skladu s predpisanimi normativi in s to investicijo se je pridobilo 817 kvadratnih metrov neto površin vrtca. Financiranje projekta je omogočilo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v vrednosti 829 tisoč evrov
in s tem podprlo razvoj na področju vzgoje in izobraževanja. To predstavlja prav tako tudi pomemben mejnik na polju vzgoje in izobraževanja v vaši regiji. Prepričan sem, da je s tem projektom narejen še en korak naprej, ki bo pripomogel kakovostnejši predšolski vzgoji in delovnim pogojem vseh zaposlenih. Slovenske osnovne šole in vrtci krvavo potrebujejo naložbe. Pred letom dni smo po 10 letih razpisali pomoč za sofinanciranje tovrstnih naložb. Prijeli smo 3-krat več vlog za sofinanciranje, kot smo bili zmožni glede na proračun to tudi ponuditi. Vlada, ta vlada, zdajšnja naša vlada, se je odločila in odobrila vseh 126 investicij v slovenskem prostoru v vrtce in osnovne šole. Ker je ta vlada odgovorna in razume potrebe na terenu, na polju predšolske in šolske vzgoje je namenila dodatno 72,5 milijonov finančnih sredstev. Skupno 133 milijonov sredstev za vrtce, osnovne šole, srednje šole, zavode s posebnimi potrebami, študentske domove in dijaške domove. Naj poudarim še en dosežek te vlade na področju, na polju izobraževanja in predšolske vzgoje. To je brezplačen vrtec za drugega in vse nadaljne otroke. Pa naj počasi zaključim in vam ob začetku vaše nove poti iskreno čestitam in želim, da bo to prispevalo k zagotavljanju še boljšega delovanja vašega vrtca, ki zavzema pomembno mesto tako v regiji kot tudi na ravni države. Spoštovane, spoštovani, v veselje mi je, da skupaj udejanjamo vrednote družbene odgovornosti ter jih z zgledom delimo z današnjimi in prihodnjimi generacijami. Tudi v prihodnje vam želim veliko uspehov, ki bodo tlakovali razvoj odgovorne družbe znanja. Srečno, ostanite dobro in zdravi. Kaj bom danes počela? Lahko bi se igrala. Ja, igrala se bom. Priše in kraja, malo sem in malo tja, piva stopa 1, 2, sredi kroga buci buc, dremlje, črni mus. Plavaj kot žaba. Čopa? Čopa? Vrti se mlinček. Klip-klop, klip-klop. Dvigni se ptička v višave. Spusti se medo med trave. Kamenček si in kamenček spi.
happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet.
jutri odpre, za nas novo poglavje, za nas se začne. Radi ga bomo imeli, vam vsako jutro s ponosom hiteli, ko se bomo igrali, peli, se veselili, veliko novega se bomo naučili. Vzgojiteljica, ko jutro bodo čakale na nas, prav nikoli nam ne bo kratek čas. Naj pa še enkrat zapalimo in se razveselimo, jutri v naš novi vrtec brž odpimo. Vrčevske bliže. Hvala, da ste bili z nami. A praznovanje še ni konec. Nadaljujemo pri Mircu, kjer sledi slavnostni razred strahu. Prisrčno pa ste vabljeni na voden ogled vrtca. Tudi za naše trebuške in grla boste pjeli. Ustavite se pri stolica in se poveselite z nami. Naj živi naš vrtec! Si bila dolgo bolj z njimi prijeti. To je Rusija! Červemi.